prireditvi Sadje in vino v Svetem Martinu v Malečniku. Med nami posebej pozdravljam podžupana mestne občine Maribor, gospoda Roka Pečeta in mestnega svetnika, gospoda Gorazda Kosa. Prav je, da nas za sam začetek pozdravi pesem. Moški pevski zbor iz Malečnika bo pod vodstvom gospoda Peserla zapel pesem Slovenc Slovenca vabi. Slovenc Slovenca vabi, če se mu pit ne gavi. Naj pride gorcov k nam, smo dobre volje tam. Naj pride gorcov k nam, smo dobre volje tam. Visoke so gorice in žlahtne so trtice, ki pri nas rastejo, nam vince dajejo. Ki pri nas rastejo, nam vince dajejo. O pametni rabimo, da pamet ne zgubimo. Kar grdovito bilo, ne vedli kam domov. Kar grdovito bilo, ne vedli kam domov. Veliko govorilo o grozdju, o moštu in nenazadnje seveda o vinu. Z nami so že otroci iz vrtca Pobrežje enote Čebelica. Tudi najmlajši bodo govorili in peli o grozdku, o jabolku, pa z rjavo pesmico se nam bodo predstavili in nazadnje še zapeli o tem, da se imamo radi. Popestritev današnjega dne. Mošt in vino je treba nekam pospraviti. Kamne, zagotovo usode. O sodih pa pravi tudi naslednja pesem, ljudska. Ko psodov ne bilo in pevci moškega pevskega zbora iz Malečnika. Ko psodov ne bilo, tučepov ne bilo in vince bi teklo, majolke samo. In vince bi teklo, majolke samo.
sveda in vince majolke veselo curja. In vince majolke veselo curja. Oj, vinček, hoj, hoj, kot dober z menoj, nikar me ne vrzi pod mizo nocoj. Nikar me ne vrzi pod mizo nocoj. Starodavna pijača mnogih skrivnosti. Kaj več o tem nam bodo povedali v besedi in s pesmijo učenci osnovne šole Malečnik. Resnica. Torej so skrivnostno moč vina poznali že naši predniki v daljni preteklosti. Vino, starodavna pijača mnogih skrivnosti, je v tem času v očeh ranocelnikov veljalo kot nadomestilo za kirurški nož. Tako je bilo v starem Egiptu v času faraonov živanje vina namenjeno predvsem zdravilstvu. Hipokrata, legendarnega zdravnika, ki je živel 400 let pred našim štetjem, je vino veljalo kot zdravilo, saj so ga priporočali za krepitev organizma, z njim celili rane, črevesne bolezni, ga uporabljali v takratni kozmetiki, pa tudi kot sredstvo za pomoč pri lajšanju kišilice. Tudi apostol Pavel je v pismu Timoteju zapisal, da naj bolnik ne pije samo vode, temveč naj pomeša z malo vina, saj bo to okrepilo telo in povrnilo tek. Ljudi je učil, kako je treba vino uporabljati, pri čemer je seveda potrebno dobro poznati delovanje in sestavine vina. Vino je bilo namreč poleg ljubezni glavna tema ljudskih pesmi, ki so se porajale ob številnih kmečkih opravilih. S petjem le-teh so si naši predniki krajšali čas tudi ob dolgih jesenskih in zimskih večerih. Se je odražalo tudi pri Slovencih. In sicer v pesenskem izročilu, ki je pri nas bogato z najrazličnejšimi napitnicami, zdravicami in pesmimi v hvalo vina in vinske trte. Naše pesmi druge pijače kot vino sploh ne poznajo.
naših vinorodnih krajih, predvsem ob martinovanju, ko se mošt spremeni v vino. Martina so v Slovenskih goricah in drugod poslavljali v Zidanice, kjer so krstili novo vino. Gospodar je nagovoril zbrane goste, na kar so odprli sode in stoje izpili mlado vino. Nadaljujejo trti, njenem listju, cvetu ter grozdju. To se preseli z brentami oziroma poštajersko s putami v stiskalnice, v škafe in nato v sode. Ko dozori, ga pretočijo v steklenice in kozarce, od tam pa, saj veste kam, steče po grlu. Gorice premile, kako vas slavim, solzami, zdravicami, zdihi duše tišine. Trsek se vije v sladko upojnost, napeti grozdi, strmine dišavja, kaplje šumijo potoke, morja. Zahvaljen za zemljico, trz domačije. In malim učencem. Pevci pa nam bodo zapeli še eno. Vinska je naslov. Besedilo zanjo je napisal Ivan Rozman. Zlato vince je zbralo bratce nas, veselo si zapojmo zdravice zdaj na glas. Kozarce si nalimo do vrha, do dna ga vsi popimo, do dna, do dna. Slovenski zemlji prvi kozarec ta velja, in zvesto ji služiti prisezimo se vanj. Kozarce si nalimo do vrha, do dna ga vsi popimo, do
žarno vince, glej, glej, prijatelj v krov. Kozarce si nalimo do vrha, do dna ga vsi popijmo, ha, ha, do dna, do dna. Pa viničari še eno zaigrali in na to sledi osrednji dogodek današnjega dne. Čutimo, da čas beži, kolo življenje se vrti, zato ostanimo vsemi prijatelji. V škupice nalijmo si, zdravimo na tiste dni, ko zbrani vsi prijatelji, si bomo še nazdravljali in upanje na vse živi. Še dolge dni, prijatelji. Naj živi, prijateljstvo med nami, naj traja dolge dni. Brez krsta mož čisto zares ne more postati vino. Da pa se bo to zagotovo zgodilo, bosta poskrbela naša ta prava fanta Jože in Slavek. Brez njiju tako pomembnega opravila skoraj da ni mogoče opraviti. In pa seveda brez vas, cenjeni pridelovalci žlahtne kapljice, tudi ne bo šlo. Vabim vas, da zlijete svoj težko pridelani mošt tukaj le v ta škaf in na to bo opravljen skupni krst mošta. Prosim, da pridelovalci prihajate tako, kot vas bom vabila. Najprej vabim pridelovalce iz Šumperter, ne stalno, da smo mogli v Maribor hoditi, na pa si šel pijan tu sem, pa so te policaji dobili pa hodič, zdaj ne, to už pa zdaj še veš, na govoru gor pa tudi pa si že doma. Tako je že gospa napovedovalka povedala. Lepo se vrsto postavite, tako vas bo ona povedala. Ne pa celega litra noter zlit, ker so ljudi tudi ženi. Mi je rabimo tam do 2 deci, več ne rabimo. Tak pa še nekaj. Lepo prosim, da vsi pridete, da ne bo jutre, ker je rekel, jaz sem pa pozabil, pa bom jutre domov mogel nositi. Vete, to je hodičke, to bom pa mogel doma piti. Dobro, kak si rekla? Najprej pridelovalci iz Malečnika. Čakaj. Čigav ste vi, gospod? A ja, to pa je Stožerov Ivan. Tu veliki pridelovalec je, vete, tam samo zdaj ga je cesta malo zajebala, pa se bo že, nako bo breg zasipali, bo še več imel. Janko, samo ne vsega, tako sem ti povedal, malo. Kak je lepi gledali. Evo ga, naslednji, opja. To ti pa Markožov, ne da je Markožov? Ja, Markožov je. Doma imajo vredi za jest, pa za pit, pa še ženo, pa še ni, pa se bo letos, je rekel. Pa vabimo pridelovalce iz Vodol. Ja, tu bo zdaj gužba. Gledajte, kakva gužba bo zdaj. To se bojo pa zdaj vsipali. Per baroni ne vem, če bo leko ovine prišli. Evo ga, prvi že pride. Opje, počasi. To je Makov pojp. To te imajo tudi veliko. Mislim, kmetijo.
Drugi, peto pa je Valentan, tam pa so kunje doma, pa vino tudi dobro. Here, ti pa si radodarn. To ti gospod je tudi prišel, evo ga, Murkov Joža, včasih je avtobus vozil, vejte, vse vejte, herega. Dobre, zdaj pa pride za nameček gospod Bračko. Emil. Tudi ga pa ne poznamo, zdaj še en. Ata, idi bek, zdaj se ti več nimaš nič doma. To pa je gospod Protnar. Johannes. In že vabimo pridelovalce iz Celestrine. Ja, tu bo. Celestrina. Ne vem, če bo to gužva, ker tam imajo bolj... Ja pa bo. Bo kjeri preleto. Evo ga, ja, to so pa naši brači. Samo toti so, kak se to reče, ljubiteljski vinogradniki. Te, ko rabiš kaj vina, tega nimajo. Največji vinogradnik si, ker noge imaš tudi velike. Samo tvojega pili. To pa je gospod Bračko Peter, tudi pri nas poje, ko Slavček je. Pa vabimo pridelovalce iz Hrince. Hrinca. Šuštaričo Fivek, imaš kaj? Nima. Ni. Renca, nima. Pa pridelovalce iz Trčove. A, to pa bojo. Trčovčan, evo ga. Evo, gospod Krenc je že preleto. Bolj počasi, pojte Krenc, da ne te pali, te nemo nič imeli. Ker to ti hiši tudi dosti dobiš. Op, to pa je stožero Vlado, to ti ima, vidite, vega, ja samo je pa gift notra. To pa je tako gift, to ti ga gospoda pa ne napoznam. Ne, jaz pa Tamali Bajc. Tamali Bajc, te se bo zdaj prišel veliki. Ne, ni dosti. Te pa je škoda, te bo, ne veš, to si imate, če imate malo. Toto bojo naši djedi spili, ne se sekirate. Naredi si še novi vodovod, sad naredi gor. Te pa ne rešite, dajte našim djedom. Vodovod ste tak dobili, tak, ne? Dobro, Pa dalje. vabimo pridelovalce iz Metave. Metava. Metava je malo bolj dale, pa se bojo že preleteli. Bojo. Metavčani, ne se bojite, pridite malo, evo ga. Ja, Dvakrat. Čakaj, ima pa gor napisano, jaz pa očal nimam. Joža, imaš ti očale? Tema de. O, Peršako, to tega ne, 2 deci. Pa Jože Murko, mlajši. A mlajši Murkec, ja, to ti kaj, telefone gor dela? Ja. A ja, ti si bil Ata, vse te morate znati oba dva vino delati. Gospod, kaj vi ste pa gor vzeti? Mislim, baram, samo se mene tako nič ne briga. Murko, nima zato. Jaz se mene, ko more, veze nima. Dohtara ima. Kaj je fez bolen? Ni, ne? Je, ne? Pa vabimo pridelovalce iz Nebove. Opet to da je naša, kak? Dajte še malo, gospodična Ferličeva. Dobre, ker je tak fejst punca, pa še edina je zdaj bila. Pa pridelovalce iz Ruperč. In na to še Grušove. Evo, Ruperčana, se vidi, deda prejde bolj hitro, Madonna prvi si, pa si spet zadnji. Ja. Hera, načine. O, to pa je eden redkih pridelovalcev. Gospod Ribič. Tak, kaj še imamo, kjeriga? Ne, mislim, da Ribič, so to vsi. počakaj zdaj. Kaj mislite, kaj je toto? Ribič, drži ga. Ker jaz pa snes prešel tudi totiga. Kaj mislite, kaj je to? Staro trto. Potomka stare trte iz Malečnika. Vsi, Ribičov pojp ima veliko trto že, letos koliko si imel? 70 kil, pa per Markož je bilo 15 kil. Lahko minuto samo.
vsi pridelovalci potomke stare trte, ker tudi stožerov vladajo ima, pa Bojkica, ne? Vsi pridelovalci stare trte, potomke stare trte. Letos smo mi dva samo, ker smo vedela, kaj bo. Drugo leto vabim vse pridelovalce vina, potomke stare trte, da se dobimo že spomladi, te, ko bomo rezali, da bomo vedeli, koliko bomo imeli. Ne mislim, boste imeli, jaz bom samo gor držal roko. Lepo prosim, zdaj prvo, da ti samo ne vsega. Malo, ker to je aroma velika. Na, pa mu ja še dati do tega. Pa ja mu še mojega coj bziknu. Pa probi ga, da ne boš rekel, da ni. Še topli je. Še ni začel vreti. Če si ga ne, ko me stinsko, vse to ne more biti. Tak, Jože, z te strani je zdaj bilo ferti, zdaj pa imaš ti besed, jaz sem zdaj tiho. Mošt je pripravljen, pričakovanje je že veliko in naj se kar prične. No, jaz se zdaj upam, lep dober dan vsem skupaj, upam, da bom zdaj vseeno lahko kaj povedal, ker Slavek Kozač vsega ne more staviti. Rekel je, da šempedrski brači to že delamo v Mariboru nekaj let. Nekaj desetletij, jaz bi rekel, da prednji smo imeli in prednji smo brali staro trto. To je bilo konec 70-ih let, smo mi že po tem protokolu krstili mož v Mariboru. Še smo imeli preditev, veš kje? V stari restavraciji Center. Center, jo, seveda, nas so se pa tepli. Ja, ne vem, lepo je bilo. Šli smo po snegu domov, ne? No in smo napravili en protokol, ki pravzaprav je ta pravi, ne? Nobenega drugega pravega protokola ni. In zdaj je to ta protokol, ki je končno po tem romanju v Mariboru prišel v domači kraj tam, ker je nastal, ne Slavek? Tako si rekel. Zdaj pa bi te lepo prosil, ker dokler ne bomo mi to skozi prišli, ne? To je kratka stvar, da boš lepo odgovarjal, zdaj pa tu se in stopi, ne? Midva bova zdaj krstila toti moško, je tu noter, pravi staro, neka staro izročilo, da vse tisto, kar skozi rešeto skozi zleti, ne, tisto bo potem vino postalo. Tisto, kar pa na rešeto ostane, pa ostane mošt, ne? Poglej, če je kaj na rešeto ostalo. Ni že, ne? Dobre. Zdaj pa midva gremo na to. Zdaj seveda, ker ima kasneje gospod župnik ta pravi blagoslov, se midva nismo nič maskirala, ker to se ne spodobi, ne? Midva smo pač taka, ko smo bila, kot šempedrska brača, ne? Ne, samo ti si stalno gospodar bil, ja, pa si stalno vencer bil, to je bilo pa bo. Ja, pa skozi boljši skozi prišel. Ja, seveda, ko se moraš znet, ne? Zdaj pa začnem. Dobre, tak ja. Zdaj ti poosebljaš mošt in lepo prosim kratko odgovarjaj, ne? Čakaj za malo, jaz bi si špegle zamenjal. Jaz mislim, da tako dobro vidiš, ne? Veš kaj, v totem času seveda so se mi tudi oči še malo poslabšale. Pa vidiš ženske? No, bar. Nadaleč dobro vidim, veš? Na blizu pa tako jaz tu ne. Blizu pa jih že več gledam. Vse jaz mislim. Bolj ko si star, bolj nadalč gledaš, ne? Gleda se tam ena lepo zmeji, pa še žuta je, gled. Tako jesensko listje. Tak, zdaj pa smo resna, ne? Ja, zdaj pa resna, ja. Ti si mošt, Ja, veš poznaj, znam. kaj si, ne? Mošt, stopil si pred spoštovano občinstvo, pred razumne ljudi, ki znajo dobro razlikovati vino od vode, stopil si pred nas, da te krstimo. Je tako? Da. Ti si pogan, mošt. Obseden si z raznimi nečistimi duhovi. Ves si meglen in nemiren. Zato so te kaznovali in ti naložili, da se moraš očistiti. Ko si bil še v grozdju, so te že vrgli v škafe in pute, to so te zgnetli, da celo zmleli so te. To pa še zdaleč ni bilo dovolj. Celo v preši so te stiskali, da si se ves preznojil. Nisi se popravil. Zato so te vrgli v globoko klet, da te vsej temnica spravi k pameti. Tam si razgrajal in brundal kot star medved. Prav gotovo bi ušel, če te ne bi okovali usode železnimi obroči. Dragi moštek, ali si končno prišel k pameti? Ali si se odločil, da odvržeš vso nečistočo, opustiš razuzdano življenje in postaneš vreden in dostojen ceremoniji tvojega krsta? Odločil sem se. Co pa vidim? Ja, le glej, no, pa ne, daj pripom. Pazi, mošt, kaj delaš. Ti si velik prepirljivec. Pravdaš se in razbijaš.
Ljudem mešaš glave, v obcestne jarke jih mečeš, želodce jim obračaš in na to zbežiš na zrak. Zato mož poslušaj, povej po pravici, ali se boš odslej odrekel tem grdobijam in ne boš utikal svojega nosu tja, kamor ni treba. Bom. Boš, ne? Bom se ne. Mož ti živiš pohujšljivo. Kolikokrat si vzel k sebi ali se naskrivaj družil s studenčevimi hčerami? Pomisli, takšno življenje ni primerno za tistega, ki naj bo izbran za najmočnejšega v naši druščini. Mošt, ali se boš v bodoče dokončno odrekel studenčevim hčeram? Odrekel se bom. Mošt, ali se obvežeš, da boš v bodoče samo razigraval srca, krepil telo, veselil druščine, tešil žalostne in krepil junake? Obvezujem se. Mošt, želimo ti, da se očistiš tako na pogled, kot v vonju in okusu. Takšen tudi ostani. Bodi dober, svež, lepo dišeč, polnega okusa in najlepše harmonije. Naj te slaba družba ali slaba rodbina ne pokvari. Raje se vzgleduj po tistih svojih prednikih, odličnih vinskih letnikih, ki jih še danes slavijo in se jim klanjajo vsi razumni ljubitelji vina. Mošt, stopi naprej, tu sem. Stopi naprej, da te krstim. Krstim te v vino, v imenu očeta Bahusa, njegovega sina Martina in duha, ki moštek kuha. In dali bi ti še malo soli, če bi je tu imeli, ne? In to zato, da nas po tebi nikdar več glava ne boli. Mir naj bo zmeraj s teboj in ostani dobro vino. In jaz prehajam na koncu še, da bomo naredili eno malo tako zahvalno molitvico, ki pravi tako. Zahvaljujemo se ti vinski bog Bahus, ki si nagradil dolgoletni trud vinogradnikov in z letošnjim pridelkom blagoslovil delo marljivih rok kopačev, rezačev, škropačev, bračev, prešačev, kletačev, ki so iz umazanega nevernika napravili čisto in žlahtno vino. In zdaj pride zelo dober poduk. Ne usliši prošnjam tistih gostilničarjev, ki bi te v svoji goreči veri še dvakrat ali celo trikrat krstili. Hvala. Tole, kar smo zdaj zbrali, vedite, da ne bo šlo v nič, ampak bomo jo zbrali, sflaširali, donegovali in drugo leto bo naslednjo, če se bomo dogovorili. Lahko pa pride vsak samo malo pokušati. Samo to pa je tako hudido, tako da boljši da ne. Martin je prvi vinski patron vinogradnikov in vinarjev. Poleg Martina je znan vinski patron tudi Urban. Pa so se vinogradniki in vinarji nekako sporazumeli, da je Urban zaščitnik vinogradov, Martin pa vina. Čeprav na Martinovo običajno mošt že odvre, pokaže obvezna vinska poskušnja, ki je v vsaki vinski kleti na ta večer obvezen del prijetnega programa, kakšna bo kakovost vinskega letnika. Za vse šege in navade, ki so se nabrale okoli Martinovega, velja stari ljudski rek, da je Martinovo jesenski pust. Sam svetnik Martin pa ima pri tem najmanjši delež, saj je vse, kar se je v Martinovem dogajalo v preteklosti, se s časi dopolnjevalo, spreminjalo in se ohranilo do današnjih dni starejšega izvora. Priljubljen svetnik, katerega god je cerkev postavila v primeren čas, je moral prevzeti pogansko praznovanje šeg in navad, ki jih ni bilo mogoče zatreti. V novembrskem času so pogani obhajali zahvalo za letino. Do današnjih dni so se ohranili stari običaji za Martinovo na Koroškem in Gorenjskem, ki nimata vinske tradicije. Tam je Martinovo predvsem zahvalni praznik.
Posebej veselo in obredno praznovanje je seveda v vinorodnih krajih. V kleteh so se ob tem prazniku nekoč zbrali poleg gospodarjeve družine še viničarji. Gospodar in viničar sta gostom dala poskusiti mlado vino iz vsakega vinskega soda in nato so se odločili, katerega bodo ta večer pili, in viničar je dal izbrani sod na pipo. Gospodar je imel nagovor in mošt je krstil. Potem je sledila obilna pojedina, saj je po verovanju morala ostati obilica hrane in vina še za verne duše. Kakorkoli že, še danes velja stara ljudska pesmica. In ko pride Martin Svet, Slovenec pogleda v svojo klet. Juhe, žlahtno blago, zdaj boš mi žulje celilo. Zahvalni praznik, zahvalno nedeljo poznamo in obhajamo tudi v našem kraju. V ta namen so pridni in delovni krajani prinesli svoje pridelke. Cafutov Pepa je tako kot vedno prijazno posodil svoj voz, gospod župnik pa bo opravil blagoslov vseh pridelkov. Tako se bomo na simbolen način zahvalili za dobro letino v upanju, da bo dobra letina tudi v prihodnje. Gospod župnik, prosim, da opravite blagoslov. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dragi prijatelji spletnih straneh, blagoslov poljskih pridelkov, povrtnin in industrijskih izdelkov na zahvalno nedeljo je najprej zahvala za božje darove, ki smo jih prejemali vse leto. Je pa tudi vabilo, da te dobrine delimo s tistimi, ki trpijo lakoto in pomanjkanje. Hvaležno in odgovorno uživanje sadov zemlje in dela naših rok pa nas usmerja k evharistični gostiji, na katero smo vsi vedno povabljeni. Zato je blagoslov zelo pomenljiv za naše življenje. Pri tem blagoslovu imamo najprej gotovo v ospredju pšenico in kruh in pri tem iskreno molimo. Hvala ti, dobri oče, da smo mogli v tem letu požeti in omladiti pšenico, da smo dobili zlata zrna, iz katerih so pridne roke namlele moko, da moramo zamisliti in speči kruh, ki nam je osnovna vsakdanja hrana in hrana za duhovno življenje. Ko se pri sveti maši kruh spremeni v telo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prosimo te za mnoge po svetu, ki so lačni, da bi dobili svoj zemeljski kruh za vsakdanje življenje. Potem ima naslednji pomen grozdje, iz katerega pridelamo vino. In pri tem spikamo, hvaljen vodi vsemogočni Bog, da je vinska trta obrodila svoj sad in da smo mogli iz mnogih jagod iztisniti žlahtno tekočino, ki prinaša veselje in zadovoljstvo. Pri sveti maši pa se spremeni v sveto rešnjo kri. Prosimo te, naj bo ta opojna pijača ljudem razvedrilo, nikakor pa ne povzročitelj trpljenja in zla naših družinah in našem narodu. Potem imamo poljščine. Hvala ti, nebeški Oče, da nam je zemlja rodila bogate sadove, ki jih moramo uživati po tvoji dobroti. Prosimo te za vse poljščine, da jih obvaruješ pred raznimi naravnimi nesrečami, da se ti bomo mogli prihodnje leto za nje znova zahvaljevati in te prosimo blagoslova za naše delo. Potem lahko vidite, ima zelo pomembno mesto sadje. In pri tem iskreno molimo, slavljen bodi vsemogočni Bog naš Oče, da je tvoja mogočna roka razlila svoj blagoslov čez naše sadovnjake in so drevesa rodila svoje sočne in bogate sadove. Prosimo te za otroke vsega sveta, da bi lahko v obilni meri uživali te dragocene sadove. Hvala ti, Gospod Bog, da so pridne roke naših delavcev v tovarnah naredile toliko pomenih izdelkov, ki jih uporabljamo v različne namene v našem vsakdanjem življenju. Prosimo te, blagoslavljaj naše delavce in jim blih zdrave in moči,
da bodo mogli dobro in vestno pravljati svoje delo. Prav tako se milostno ozri na vse, ki so na poljih pridelovali, obdelovali in želi bogate sadove tudi to leto. Blagoslavljaj delo delavcev, tovarna, kot tudi delo kmeta, na polju in doma. Potem se iskreno zahvaljujemo za Sveto pismo, ki ga tukaj tudi vidimo. Gospod, v letu Svetega pisma spoznavamo modrost Tvoje Božje besede. Naj iskreno živimo iz knjige vseh knjig in iskreno razbiramo sadove Svetega Duha, da bi mogli vedno bolj postajati možje in žene Svetega pisma, kajti po njem se razodevaš Ti, vsemogočni, večni Bog. In nazadnje te prosimo tudi za vse ostale pridelke, izdelke in sadove zemlje in dela človeških rok. Hvala Ti, Gospod, da si nam jih tudi letos naklonil. Naj nam pomagajo uresničiti naše duhovno in življenjsko poslanstvo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Polni hvaležnosti za sadove zemlje in dela človeških rok, sedaj iskreno zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Molimo. Bog naš dobri Oče, skrbi za ljudi si nam izročil zemljo. Pospravili smo letošnje pridelke in se Ti zanje iskreno zahvaljujemo. Prosimo Te, blagoslovi te sadove zemlje, vedno naj uporabljamo Tvojo slavo in blagor vseh ljudi po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo. Bog naš stvarnik, zaupal si nam zemljo in vsa njena bogatstva, obdaril si nas z razumom in nam dal delovne sposobnosti. Zahvaljujemo se Ti za sadove naših zamisli in dela naših rok. Prosimo Te, blagoslovi te izdelke, da nas bodo spominjali na Tvojo dobroto in v nas budili hvaležnost, veselje in dobroto. Amen. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Amen. Hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus.
Danes vesel sem, pravim, ko vidim tukaj pred sabo ljudi, Malečni Krupače. Res veselje uspelo je, jaz pravim, današnje to našo srečanje. Pa se bom navezal malo na krst mošta in blagoslov teh pridelkov. Vsi, kateri so danes bili tukaj na tem krstu mošta, vsak se je po svoje trudo, da prinese tu na krst ta boljše, najboljše, kar pač ima. Pa bi to stvar navezal nekako na kraj, da bodimo vsak z svojo dobroto nekaj dodajmo svojemu kraju, da bo kraj boljši in da bo zgled jemali po temu vinu. Nadalje, kar bi rekel, zahvala. Zahvala gre predvsem turističnemu društvu, tako mlado, tako uspešno, bom rekel. Uspelo nam je, jim je to stvar nekako pognati iz te mrtve točke. Pa tudi turistično društvo samo ne bi tega zmoglo. Pravim, kraj v tej akciji, v tem projektu sodeluje v celoti. In jaz pravim, naj gre tako naprej. In na koncu bi povabil še za par besed gospoda podžupana, kateri je danes naš gost tukaj, pa smo zelo hvaležni, da je prišel. Saj gospod Peče ima čez krajevne skupnosti, mestne četrti in bom rekel, da zelo tesno sodelujemo in prav je tako, da se je tudi na občini dosti stvari spremenilo in da ti tudi lahko podarimo kakšno steklenico od našega kraja. Kaj druga, upam, da ne pričakuješ. Tukaj so vsi pridelovalci, vsak z svojim prispevkom, da se nas spomni. Pa ena položnica, ne? Obljubim, da še pridem. Spoštovani gospod predsednik, člani sveta krajevne skupnosti, spoštovani svetnik, spoštovani gospod župnik in ne nazadnje poseben pozdrav vašemu novemu zdravniku, ki je dobil koncesijo pred kakšnim mesecem dni, dr. Bero, vem, da je tukaj, torej lep pozdrav gospod Bero. Razveseljivo je, da se vas že v prvi tej prireditvi sadje in vino, ali vino in sadje, nekako mi gre bolj skupaj vino in sadje, zbralo toliko, da ste se zbrali tako številčno. In prepričan sem, da bo ta prireditev postala tradicionalna in da vas bo vsako leto več in več. Ne morem pa v tej priliki nekako mimo izpred dogodkov, nekako 2 let nazaj. In resnično sem zelo vesel, da vidim nekatere znane obraze, to še iz časov, ko smo se nekako borili proti deponiji tukaj v Malečniku, torej odlagališču nevarnih odpadkov. Vidim tu gospoda Čelofigo, ki sicer ni krajan, je pa takrat igral v enem filmu, parodiji na to, kako neprimerna je ta lokacija za deponijo. Vidim tukaj gospoda, ki se ne spomnim, kako se piše, ampak vem, da je takrat žago letal za nami, nekako je bilo naštimano in pripričan sem, da je tudi to eno malenkost pripomoglo k temu, da je ta kraj nekako ostal nedotaknen, ne nazadnje toliko, kot je vinogradov tu okoli, bi resnično bila škoda kraj za furače, kot rečem. Za konec pa še enkrat, hvala lepa gospod predsednik, vse dobro in še na mnoga leta. Hvala lepa. Ostane mi samo še, da vas povabim, kaj vse si lahko danes ogledate in v kaj vse lahko tukaj poskusite. V dvorani krajevne skupnosti si lahko ogledate razstavo likovnih del otrok iz osnovne šole in vrtca, pa tudi njihovih likovnih izdelkov. Prav tako poteka v dvorani degustacija šempetrskih vin. Na vas čaka tudi srečelov. Naj vam povem, da zadene prav vsaka srečka. Zagotovo ste že opazili, kaj vse ponujajo na stojnicah. Človeku se kar pocedijo sline ob vseh teh dobrotah. Ob stojnicah in na prireditvenem prostoru bo še kaj za pogledati in poslušati. Z nami so namreč tudi ljudski godci. In ob vsem tem bodo ves čas za dobro in prijetno druženje skrbeli naši viničarji. Želimo, da se imamo danes v Malečniku najlepše, da smo prijazni do narave, če
bi pa naleteli na kakršnokoli težavo, se lahko obrnete na reditelje, ki so na prireditvenem prostoru prisotni. Imejte se lepo. Pa da je tudi prav, da nas zdravimo, tako kot je tukaj navada že kar v začetku. Vsi, ko imate kozarce, ostali si lahko nalijete, koliko kapljic, toliko lit. Pridem, vas bomo povabili, da lahko tudi zaplešete. Živijo, oj, živijo na svet. 300 kapljic, 300 lit, Bog nam daje, svet živi. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Živijo, na zdravje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim še naprej prijeten in miren dan in lepo se imejte. Nasvidenje. Z vami sem bil moderator oddaje Pot poti, Albin Škrabin. Nasvidenje.